Vite živijo, Mojca Ribič z vami, Lavitas Vitas Energy. Evo, ponovno se javljam, ker imam za vas zopet eno vprašanje. Kot ste že opazili, je naša naravica zelo nepredvidljiva. Enkrat imamo takole ful sonček, pa ful toplo. Evo, jaz sem sam še v polovrčku, drugič pa v puhovki lezem okrog, pa sneg pada, ne? Tako da zelo zanimiv je bil ta vikend. Tako da, če ste se kaj vprašali, kaj vam narava sporoča s tem, a ne? Tako da, mogoče to vprašanje, zakaj v bistvu vse te spremembe. Mogoče narava še hoče malce počiti, malce spati, v drugi rundi pa nekako hoče brsteti, ne. Jaz bi to nekako, bom rekla, interpretirala kot, da narava tudi sama išče en svoj balans oziroma ravnovesje, ne. Tako da v bistvu tako, kot ga mi moramo non-stop iskati, ne. Tako v končni fazi ga tudi naša narava. Zato bi se v bistvu tudi majčkeno na to temo, a ne, na kakšen način v bistvu iščete vi svoje ravnovesje, če sploh ga, ne. V bistvu, če bom rekla takole, sploh čutite, da niste v ravnovesju, ne. Tudi to je en tak issue, ki se meni zdi zelo pomemben, ker ponavadi smo na avtopilotu in samo dirkamo in sploh ne vemo, ne, da smo totalno v disbalansu, ker enostavno skozi delamo ene in iste stvari, skozi nas skrbi, skozi gremo tja, zdaj peljemo tja, zdaj gremo v službo, zdaj gremo v trgovino, in v bistvu sploh ne vemo, da smo v totalnem disbalansu, dokler enostavno nas nekaj ne položi v posteljo, ne. Takrat pa bi lahko potem počivali, imamo čas za to in vse te stvari, ne. Zdaj pa vas še to vprašam, zakaj sploh so potrebna ta nihanja, bom rekla, da sebe spravimo v tak disbalans, da moramo v bistvu zboleti, a ne. Zakaj ne bi sproti kot preventivo majčkeno popazili nase in nekaj naredili sproti za sebe in v bistvu bi skozi nekako kruzali po temu bom rekla, balansu in disbalansu. To pomeni, da ga skozi iščemo, a ne, in so manjša odstopanja, in se trudimo biti skozi bolj v balansu, a ne, oziroma ravnovesju, kakorkoli že. Zdaj pa imamo različne, bom rekla, tehnike, na kakšen način se spravljamo v balans. Tako da eni pač gremo v naravo, recimo, a ne, jaz sem blazna ljubiteljica narave, sem Gorenjka, ne, tako da, ko grem zdaj nazaj na Gorenjsko, grem najprej v hribe oziroma v en hrib, če ne že hribe, tako da mi narava res dosti da in veliko pomeni, a ne, tako da jaz definitivno zelo rada nekako grem v naravo, ker res, če jo znaš začutiti, je res zelo polna nekih bogastev, bom rekla, ne, s katerimi si lahko ful pomagamo. Pač, da gremo majčkeno ven iz tega sodobnega sveta, ki nas kar majčkeno že duši, ne. Tako da ja, kar se tega tiče, a ne, je narava tista najbolj naravna, a ne. Potem so tudi razna, bom rekla, gibanja, kot je pač planinarjenje, tudi super, ali pa vsa gibanja v naravi oziroma na svežem zraku. Je tudi super pač ta vadba, ki je znotraj, a ne, sicer je pač notranji prostor, ampak vseeno je tudi za kakšne mirne
variacije super, da mečken lahko se tudi v kaki telovadnici, bom rekla, zbalansiramo, potem pa imamo še kakšne, bom rekla, meditacije, imamo zvočne kopeli, gong kopeli, lahko tudi greste na kako delavnico, recimo, tako da tudi tam lahko ta svoj balans najdete, zdaj pač na različne teme, tako da tisto, kar vam odgovarja in trenutno sede. Tako da zelo različno lahko iščemo svoj balans. Morate pa pač vi začutiti, bom rekla, kaj vam prinaša ta ravnovesje. Smo različni in res, bom rekla, različno dojemamo, bom rekla, realnost, in smo potem tudi različni tudi v tem, kako ta naš balans sploh, bom rekla, nazaj nekako spraviti, v en tisto točko zero. Tako da, kar se tega tiče, bi jaz mogoče res zdajle poudarila, da majčkeno poglejte, kje ste, a ste v stresu, a ste nekje v notranjem miru. To je zelo pomembno, da najprej zaznate in da potem ozavestite to in da morate sploh potem nekaj narediti za to, če ste slučajno v stresu ali pa pač kakršnikoli situaciji, ki je v disbalansu, oziroma da pač niste to, kar ste vi, tako bom rekla, tako v tem smislu. Tako da jaz res vam želim, da nekako iščete, da kruzate v tem vašemu balansu, non-stop. Vem, da je težko v tem sodobnem svetu pač to držati konstantno, zato pač si lahko pomagamo s kakšnimi pač zadevcami, katere nas zelo hitro privedejo nazaj. Zato vas pač res pozivam, da majčkeno pazite nase, na svojo energijo in predvsem zaznavajte, kaj se vam dogaja. Predvsem to, nič druga. Tako da, če želite od meditacij, gong, zvočnih kopeli, seveda dobrodošli, vsak mesec imam dogodke, delavnice, potem je mirna vadba, kjer tudi v bistvu vas čist umiri in še v bistvu ful delamo na notranji moči, tako da lahko si več preberete na moji spletni strani www.lavitas.si. Drugače pa res vas ful pozivam, da dajte paziti na svojo energijo, majčkeno se umirjajte vsak dan, gibajte se vsak dan, pazite na hrano, da ni pretežka, pa predvsem jaz pač, ker sem zagovornik narave, pejte v naravo po zdravo zabavo, tako kot zmeraj govorim. Tako da, jaz vas srčno pozdravljam. Evo, iz tega mojega fajn kotička, prav prijetno je zdajle zunaj, tako da ful je the best, tako da tudi vam želim, da se imate zunaj the best, zato pa morate nekaj narediti, to pomeni, da je treba iti ven v naravo, tako da lepo se mejte, se oglasim še kaj, pita živejo.